z legendarnimi besedami Donalda Sutherlanda iz zaključka filma Disclosure, what a week. Jaz sem pa hotela vprašati na začetku, ker meni se zdijo zdaj res super dnevi in ko sem bila mlajša, mi je bilo poletje omiljeni letni čas. Zdaj se mi zdi, da mi je pa spomlad. Kaj pa vama? No, Andraž, kar daj. Moja jesen, absolutno. To je za me najlepši letni čas. Ni več vroče. Veš kaj, sem zanč malo to siceril, ne. Ni več vroče, jaz izredno slabo vročino prenašam, tako da takrat je konc in sem srečen. Pa izjemno lepo je, ne, izjemno lepo je, barve so absolutno najlepše jeseni, pa še ena more personal stuff je pa, da sem jaz pred 10 letih preživel 23 dni v kliničnem centru, da sem šel not, je bilo vse zelen, sem prišel ven, je bilo vse rjav in takrat sem bil po besedah doktorja menda zelo blizu temu, da bi se pa tudi poslovil zavedno in imam mogoče tudi zato malo rajši jesen, ker se pač nisem poslovil. Tega pa še nisi delil. Pomlad. Wow. Ne, moj najljubši, moj omiljeni letni čas je pa vendarle poletje. Ravno zato, ker je vroče, ker je zapizdat vroče, veš, da ti gre švic po hrbtu dol, pa zadnje medritnice. Tako. To te vznemirja. Pač enostavno, veš, da se ti zdi, da samo s tem, da si šel ven, da si nekaj naredil. Ne? Ampak, če smo že pri priljubljenih spominih, ima pa tudi jaz omiljeni poletni spomin na prazno Ljubljano. Tega že dolgo nismo pač izkusili, ampak nekoč je bila Ljubljana poleti prazna in te časi so meni zelo pri srcu. Poleg tega smo zaradi klimatskih sprememb zdaj v situaciji, ko se življenje začne pri 35 stopinj Celzija in je v resnici boljše, da se čim prej navadimo. Kako si strateško to pristopil k temu? Krasen. Ja, veš da, ne? Že vnaprej gledam. Ne, meni je pa pomlad zaradi tega, ker se vse zbuja, zeleni, raste, daljši dnevi, počitnice so kmalu pred vrati. Tako da meni je pa to fajn. Pa temperature so tam med 15 in 25, kar je meni optimalno. Ne več za dolg, saj to ti pravim. Ja, se imaš prav. Mislim, se moramo navaditi, ja. Nič, brez enega smo, ne? Kolikor vzamemo. Ja, thoughts and prayers. Podton je bil mal namiguški. Vedno sta povezana, ne? Vedno sta povezana. Kadar ni Anti, še je Anastazija z nami, tako da spet smo 4 v resnici. Ok, pa dej Aljaž, dej špičko, ker se mi zdi, da imamo pa kar olala za predebatirati. Pred nami je častna naloga. Politika me sicer kar zanima, pa v mladosti tudi lepa dekleta. Sej vam vidim v očeh, me zdi neverjetno. Ker si bil mlad, pa nisi rab. Tako lepo govori, da bi sladkorno dobil. Toliko iskrenosti. Jaz še nisem dobil prostora za repliko, tako da si bom vzel majčken več. Upanje umre zadnje, a ne? To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Mene nihče ne bo prepričal, da krave preveč prdijo. No, zdaj pa jaz vaju vprašam, ko začenjamo to snemati, je ravno zunaj novica, da je koalicijska pogodba podpisana, torej kar se nismo videli, so organi strank, Demokrati kot prvi, potem NSI, SLS in Fokus, nazadnje še NSI in Resnica, podprli Janeza Janšo za mandatarja za sestavo nove vlade. Ujeli smo roke, medtem ko bodo ljudje, Aljaž, ti si bolj s tem domač, ko bodo poslušali to epizodo, zna pa biti, da bo tudi že glasovanje, ne, o mandatarju. Ja, plan je, da bo glasovanje v petek, ne? Ja. Ko se mimo gre tudi steče rok za morebitne pritožbe na izide volitev, o tem bomo tudi nekaj rekli, ne? Ampak ja, tako kot sta Andraž in Antiša v preteklih epizodah, mislim, da predvsem da je bila to Andraževa smislica, domislica, ne? Medtem, ko so se delali, da vlade ne znajo, ne zmorejo sestaviti, se je ona avtomagično sestavila sama. Mislim, da bolj kaj ne, to pomeni tudi, da so že tudi resorji razdeljeni in če je soditi po izjavah manjših koalicijskih subpartnerjev in subpartneric, ne, SLS ni dobila
resorja, čeprav to bomo zares videli tik pred zdajci, ampak vse je šlo po planu, medtem ko so vsi, ko je Levica, levo-liberalni blok lovil svoj rep, ko so navdušeni pojedinci v javnosti vlagali ustavne pritožbe, ki garantirano ne bodo šle nikamor, razen tega, da pač se bodo še mičkim bolj osmešili pred splošno javnostjo, bo četrta vlada Janeza Janše postajala vedno bolj resnična. Ok, dajmo to okrog teh ustavnih mal za kasneje pustiti, pa se delamo kot, da bo dobil Janša, medtem, ko mi to snemamo in šele bo to, 48 vsaj podpisal. Za izvolitev jih toliko namreč potrebujem. Podpisnice koalicijske pogodbe jih imajo v narekovaju zgolj 43, ampak lahko Janša računa na podporo Resnice, čeprav ta formalno ne bo del koalicije, zdaj pa. Janša 4.0, po vajinem mnenju, isti politik kot v mandatih 24-28, pa 2012-2013 in 2020-2022. A se je kaj po vajnem spremenil ali ne? Mislim, okoliščine so drugačne, to je najmanj, kar lahko rečemo. Ne? Jaz mislim, da drugačni nobenih razlogov, da bi mi lahko pričakovali vse neargumentirano kakršnega koli drugačnega Janeza Janše, kot smo se ga zapomnili zadnje vladavine 2022, s to ključno razliko seveda, da takrat je bila epidemija, da so bile do neke mere izredne razmere. Zdaj načeloma jih ni, imamo druge razmere so skozi, vedno so razmere prisotne, ampak jaz mislim, da je že Janša v tem obdobju med volitvami pa v tem obdobju nesestavljanja koalicije in vlade pa do tega, da bo to mandatarstvo ta dan, ko tole snemamo, zagotovo potrjeno, da je v tem času že nakazal, da ne bo pač nič drugačen, kot je bil. Jaz mislim, da bo kvečemu še bolj sistematično se lotil tistih podsistemov, ki jim grejo izrazito na živce, in da je to tudi v bistvu že najavljal skozi družbena omrežja, predvsem skozi komentarje na določene pojave, tudi skozi komentarje zdaj v končni fazi, glede na to vlaganje ustavnih pritožb. Tako da jaz mislim, da nas čaka, da je to v bistvu bolj 3.1, kot pa 4.0. Pa ti, Aljaž, je drugačen Janša danes, ali to je to, kar smo že videli? Ne, absolutno. Mislim, da je drugačen. Namreč, če mi gledamo, kako bi temu rekel, zgodovinske trajektorije tovariša Ivana Janeza Janše, pač vidimo, da se on pač od skrajne levice v 70-ih počasi premika vedno bolj proti skrajni desnici. In pri skrajni desnici je tako, da je v življenju vsakega skrajnega desničarja še večji skrajni desničar in Janša je zdaj pač v tej fazi. On je zdaj, za razliko od verzije 3.0 med pandemijo, ko je dejansko šlo za neke vrste koncentriranje egzekutivne volje v njegovi osebi, čeravno imel pač potem neko hierarhijo podanikov, mislim, da je v tej verziji bomo videli delegiranje. Janša je že kar takoj delegiral napadanje nevladnih organizacij. Tako, da se razumemo, tarče so jasne. Akademska sfera, javni mediji, nevladne organizacije, sodstvo, sindikati. Pač klasika, pač vsi, ki ne bodo pihali v isti rok, ampak ne bo pa več Janša osebno ali njegovi direktni potrčkoti, ki bodo te napade izvajali, ker bo zdaj, kot je Andraž pravilno rekel, sicer so razmere, niso pa tako izredne, bo imel na voljo cel državni aparat in vse podsisteme, da bo s temi drugimi skupinami obračunaval. Case in point, Katja Kokot, šefica poslanske skupine Resnice, ki je proti Filipu Dobraniču kar kazensko ovadbo vložila za to gonjo, ki se zdaj dogaja. Na drugi strani imamo že sindikate, napada Vrtovc. Skratka, vsak bo dobil neko majhno področje, na katerem bo lahko vodje dokazal, da on ali pa ona je pa lojalen / lojalna bolj kot vsi ostali. In to mislim, da bo pa ključna razlika, saj po prvih dneh, tednih, ključna razlika med prejšnjimi Janševimi iteracijami, da bo zdaj on kot nebeški kralj na vrhu hriba
čakal, da mu bodo podaniki prinesli darove in se bo on potem odločil, kdo je the employee of the month. No, tako. In to je dobesedno, druže Ivan, mi ti se kunemo, da se tvoga puta ne skrenemo. Oni bodo točno to počeli, kar se je dogajalo v prejšnjem režimu, v primeru Tita in ostalih podanikov. Ja. Kar v prid temu, kar si Aljaž rekel, bi rekla, govori tudi ta zanimiv razrez, ne, bo samo 14+1 ministrstev in ne glede na to razliko v poslanskih mandatih, naj bi SDS 6 ministrov oziroma ministric, NSI 5 in Demokrati 3. Tako da iz tega mogoče tudi to delegiranje, ne, bi se ga dali speljati. Zdaj, oni so med svojimi prioritetami navajajo razvoj in seveda blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. To se vse zelo dobro sliši. Zdaj vprašanje čistko vama, kot pač aktivnima človekova v Sloveniji, ker se veliko govori o Slovenija potrebuje normalizacijo. Kako si vidva predstavljata normalizacijo? Kaj razumete pod normalizacija Slovenije? Mislim, če govorimo o normalizaciji političnega diskurza, potem je ta vlak odpeljal v hipu, ko sta Anže Logar in Jernej Vrtovec dala košarico Robertu Golobu. Nihče ni rekel, da bi bilo to idealno, ali pa da bi se potem cedila med in mleko, bi se vsi skupaj razumeli in pač objeti peli, če si srečen, da je z dlanjo udaril dlan. Ampak bil bi pa začetek. To, kar imamo pač danes, je prva, se mi je težko, da ga citiram, ampak tukaj ima dejansko prav Karl Erjavec je rekel, da je to prva desna slovenska vlada. Mogoče druga Peterle, ampak kakorkoli. Vsekakor prva v novejši zgodovini, ki je pač moderno desna in moderna desnica v tem primeru ni kompliment. Ki bo delala stvari, ki jih moderna desnica počne. To ni normalizacija, to je kontrarevolucija. To smo videli že v prvih zakonskih predlogih in v tem kobajagi interventnem zakonu, ki seveda ni niti slučajno interventen, ampak je pač z mačeto po veljavni zakonodaji in potem se še zdaj vadijo na kaj že. Zato, ker so dali noter 2 člena, ki se ukvarjata z davki, pa zdaj ne sme biti referenduma. Ne? To je te iskanje nekih kvazi pravnih cak z macolo po sindikatih in pa seveda tretja stvar, ki nima zveze z normalizacijo ali pa z razvojem, je seveda to vprašanje lokacije pokopa posmrtnih ostankov žrtev povojnih pobojev, ki, jaz razumem, da je to politično pomembno zate in za tvojo bazo, ampak a ni grozno, da iz tega 2 minuti po volitvah delaš nek halo v smislu, zdaj bomo pa pokazali, zdaj bomo pa mi mimo vseh dali pač to na ljubljanske žale. Zdaj se bomo pa maščevali. Tako. Ne? No, Andraž, kako pa ti razumeš? Kaj bi ti rekel, kaj je normalizacija Slovenije? To je izjemno težko, pa do neke mere tudi provokativno vprašanje. Ne, res nič nočem biti. Če ti rečeš, kaj... Ne, razumem, se nisem mislil tebe. Če ti rečeš, kaj je normalizacija, to predpostavlja, da trenutno razmere niso normalne. Zdaj, jaz se s tem ne strinjam. Jaz mislim, da smo ravno v zadnjih 4 letih spet prišli do neke faze, ko se določene stvari začele normalizirati, ob seveda velikih napakah, ki so bile storjene in nepotrebnih potezah, ki jih je ta vlada storila, pa vendar so se določeni podsistemi začeli počasi malo dejansko normalizirati, ker po vsaki Janševi vladi mi rabimo v bistvu normalizacijo razmer. Tako da v tem trenutku jaz ne vidim nobene normalizacije, jaz le sam čakam, kaj vse se bo zdaj zgodilo in mislim, da je nažalost Aljaž prej zelo precizno, natančno in zaupanja vredno naštel podsisteme oziroma tarče, kot jim je rekel. Ja, čeprav na drugi strani, veš,
Čeprav z druge strani pa, vaš target so bili pa, ne vem, zdravniški skupine, biznis skupine. Meni je bilo na nek način zelo zanimivo, ko je Logar v eni, mislim, da je bilo v Odmevih enkrat tedni, ko je gostoval, je med drugim rekel, da so ljudje pokazali, da si želijo, da so izbrali isto pot kot doslej. Zdaj, ne vem, če so ljudje na volitvah isto pot, ne vem, če je bilo ljudem tisto prej, ko je bilo vse levo, enako kot jim bo tole, ko bo zdaj očitno vse desno, ne. Ampak da bi si ljudje želeli, da bi in eni in drugi nekako probali začeti skupaj sodelovati in če bomo kaj videli, po moje, tudi s to vlado ne bomo daleč od normalizacije v tem pogledu. Exactly, vse to. To sem hotel reči, da veš, kaj pri vsaki, mislim, in pri prejšnji garnituri in zdaj prejšnja, mislim, zdaj že v bistvu na Golobovo, ne, in pri eni predtem smo bili priča takim res radikalnim posegom v različne družbene podsisteme, vsaki svojima, ne, ki so bili nepotrebni, pa vsem nepotrebni in sam razdvajajo družbo dodatno, ne, in jaz mislim, to sem že zadnjič rekel, ne, kaj je bilo sporočilo teh volitev, da ne ena, ne druga stran nista dobili v resnici večine. In tle jaz razumem to lahko samo na en način. Začnite sodelovati in nehite se ukvarjati s stvarmi zaradi kulturnih, ideoloških in kakšnih razlogov. Tudi to, kar si omenila, a si pa ti omenil te žale oziroma ta grobišča, absolutno stvar, ki jo je nujno treba urediti. Dobro vprašanje pa je, zakaj tega niso uredili že kdaj prej, ko je bila Janševa stranka na oblasti. Zakaj? Ker iz tega črpajo svojo moč, kot pumpajo na ta način ljudi. In oni bi to lahko že zdavni uredili in lahko bi uredili tudi za časa prejšnje vlade, če ne bi vztrajali na tem, da so te žrtve oziroma da so ti posmrtni postanki pokopani v Ljubljani. Neka zahteva, ki za moje pojme nima prave osnove, ker gre za ljudi, ki so bili po eni strani pobiti po različnih koncih Slovenije, po drugi strani večinoma niso bili iz Ljubljane. Ljubljana ni bila tako zelo ko se reče, kolaboracionistična, kot kakšni drugi kraji v Sloveniji. Hkrati, pa točno s tem delaš kaj, provociraš spet nasprotno stran, ker Janković seveda tako je rekel, absolutno ne samo preko mene mrtvok, in boš imela spet konflikt, ki bo trajal in stvar se ne bo rešila. Veš, jaz mislim, da zavestno igrajo na to, da bo to najmanj, kar bo, da bo trajal. In na ta način bojo ves ta čas pumpali, nečeš, lejte, kaj nam ne pustijo, česa nam ne pustijo. Spet bomo šli tako, da se bo še bolj vsak na okopih in še manj ljudi bo pripravljenih sploh poslušati drugo stran, kamoli seč z roko na drugo stran. Je pa to, Aljaž, bil tudi zelo zanimiv čas, kar se tiče novačenja in prestopov. Zanimivo pri demokratih se je, mislim, da je gospod se piše Potnik, ki se je omenjal kot možen popotnik. Jaz bi, glede tega, bi jaz tukaj sam dodal, mogoče, da se ne bi izgubili v šumu. Prvič, žale pa pokop žrtev povojnih pobojev, dajmo ne pozabiti, da so jesen lokalne volitve, in da je to pač prime tema glih okoli Jankovića in tako dalje. Tako da jaz se strinjam za Dražena in kle pač ta konflikt jim paše. Ne samo dolgoročno, tudi kratkoročno. In druga stvar, res mislim, da je treba narediti razliko med normalizacijo javnega diskurza in normalizacijo delovanja družbe, ker v tem v slednjem je bil situacija se je normalizirala. Malce je normalizirala samo po sebi, ker je, hvala Bogu, ni bilo, ne vem, COVID-a, pa kakšne spet nove vojne na kakšnih mejah. Z tvojega vidika, ko drugo stran poslušaš, je bilo groza. Mislim, a veš, to se je normaliziralo. Ja, z vidika tistih levo sredine. Ne, hočem ti reči, delovanja družbe kot take. Ampak, kar se pa diskurza tiče, se pa strinjam, to sem hotel reči, pa s tem, kar si ti rekla, da se je pa, in kar smo tudi tukaj večkrat rekli, da se je pa po nepotrebnem delali sovražniki iz drugih družbenih podskupin, zdravniki, podjetniki in tako dalje, nekaj, kar ni imel dejansko realne osnove v realnosti, in tukaj pridemo do tega, kar je pa Andraž na koncu rekel, če obstaja mandat, kakršenkoli v tem sklicu, je, da leva in desna stran začneta sodelovati, in karkoli si mislimo o njem, Robert Golob je to sodelovanje nekako poskušal zapeljati, ampak je bil pri tem neuspešen, je bil pa edini.
Kako pa je probal to sodelovanje? Tako da je poskušal narediti koalicijo, ki bi vsebovala vsaj Logarja, če ne morda celo NSI. A ja, to zdaj se stavlja. Ja, o tem govorim, pač o tem mandatu zdaj. Ne? Ja, no, skratka, o teh prestopih se je govoril, poslanka Resnice, ona je vodja poslanske Kokot, aj Kokot ali Kokot? Kokar češ. Veš kva, lahko, če si kdo upa, Ja, ne lahko upa vpraša, se, da ga toliko nam ni ne do tožila. tega, ne, hvala. Bomo že, pač Kokot nas bojo pa popravili. Skratka, da so tri njihove Katja Kokar češ, bomo rekli. Skratka, tri njihove poslance, da so novačili k prestopu, ponujali milijonske cifre. Mislim, ta je že tako meni precej močna. Jaz se moram kar takoj citirati. Morda so bile 7-mestne številke v rublih in pol niso bili tako fascinirani, ker je tečaj slab. Mislim, z milijonom kupaš celo Slovenijo. A ne z milijonom rublov. Namiguško kao, da so to bile z leve strani, pa državne firme. Tako da zdaj ni važno, če je res neko prijavo so dali, to je zunaj in o tem se zdaj debatira. Meni se sicer zdi, da bi pa stranko Resnica preimenovala v stranka dvoživka, ki je malo z enimi in pa malo z drugimi. To bo pa res prototip, šolski primer dvoživke. Bomo videli, kako bo to laufal. Zdaj niso direktno s prstom pokazali, kdo točno, ne? Ampak ja, sej tisti, ki imajo največ vpliva, pa največ ministrstev in tako dalje. Zdaj NPU bo to preiskoval, hkrati pa smo ob tem imeli tudi last minute poskuse in ajde, na ustavne še gremo pritožbe. Kakšna se vam je zdela pa ta ideja, tehnični mandatar? Meni se je zdela tako kar precej, kje ste bili pa en mesec nazaj, ampak Andraž, kako si pa ti to razumel? Malo sem bil presenečen, ker je Nataša Pirc Musar, vsaj meni se je tako zdelo, v nekem trenutku dvignila roke od mandatarstva, oziroma tega, da bo predlagala mandatarja, in potem je kar naenkrat neka novica, da sta se oba, menda Janša in Golob, sestala z njo in da je ona podprla to idejo, oziroma predlagala to in da je Golob to podprl in tako naprej. Zdaj ne vem, a je bilo to mogoče, Aljaž, da boš ti me popravil, mogoče šlo za to, da je uporablja še ti skrajni rok, ko bi ona še lahko kaj predlagala, ali da bi to, ne, še predno se pride do tistega roka, ko pa se lahko začne drugi krog. So pa te stvari, mislim, po mojem, smo že v štartu vedeli, da to ni možno, glede na to, da Janša ves čas od volitev naprej ni sestavljal vlade, medtem ko se je sestajal z vsemi in popravljal zakon v vladi in razlagal, kaj bojo in česa ne bojo počeli. Da je bila to ena ideja, ki bi pravzaprav res ne vem, zakaj je ven prišla. Ker, če priješ s tem ven, pol mesaj, a veš, mesaj konkreten predlog, ki je pa po možnosti še utemeljen v kakšni podpori. Ampak kdo danes resnično vidi možnost, da bi v Sloveniji dobili nekega, kaj je bil v Italiji že, ne bil Prodi, kaj je že bil? Ono centralne banke. Dragi, misliš? Dragi, ja. Dragi, ja, a veš, ne, da bi v Sloveniji dobili enega Dragija, ki bi ga podprla tako leva kot desna stran, mislim, kdo verjame v to možnost. Ne vem, po mojem... Meni se zdi, da to teoretično ne mogoče, ne samo po mojem Marko Voljč ne bi šel še tretjič na let, ne. Lepa. Ampak, ja, prosim, Nataša, prekinil sem te. Ja, ne, to sem hotela reči, ja, da sta vidva z nekdanjim premierjem doktorjem Cerarjem to malo predebatirala. Zdaj, meni se čist na kratko to tehnični mandatar, potem, ko je Janša že vse in glasove imel in ko se je tale kolo že pokrenulo do tako rekoč 1 meter pred finiš linijo, je zakaj bo pa Janša zdaj rekel, ja, si res, dajmo 2 leti tehnični mandatar, pa bomo pol videli, do takrat bomo pa skupaj za Slovenijo delali. Morgan. Ja, no, pač članice in člani vlade Narodne enotnosti Meetine liste so ta pogovor že slišali, vsi ostali ga boste pa slišali tekom današnjega petka in kasneje. Namreč posnel sem LDG dodatek z nekdanjim premierjem, nekdanjim zunanjim ministrom in šefom pravne fakultete Mirom Cerarjem ravno o teh stvareh, o sestavljanju vlade, o oblikovanju koalicije, zakaj je važno, kdo je v poziciji in kdo je v opoziciji in tako dalje. In je bil tudi on kar precej neprijetno presenečen, saj tako sem ga jaz razumel, nad to potezo predsednice republike, ravno iz vseh teh razlogov, ki sta jih vidva naštela. Ne. Jaz imam sicer tukaj že celo eno rahlo bolj konspiratorno tezo, in sicer to, da
ta pogovor nikoli ni bil mišljen, da pride v javnost, ne kadarkoli pa če je on že nastal, ampak da je v bistvu, in tudi to je Cerar pol nekako omenil, ne, da je mal panike tudi pri Gibanju Svoboda, češ da dajmo še mal probati, da mogoče vržemo iz tira tale utečen brzo vlak proti Janševi vladi, ne, da če pa bomo mi zdaj to rekli, da ste pa Janša in Golob z NPM sedela, da pa ne vem kaj, Anže Logar rekel, ja čak, zdaj se pa ne grem, zato ker mi za hrbtom delaš. Halo, ne. Ne vem, kje je bila ta matematika, ampak če je bilo to tako, pol mogoče so še mečkim bolj naivni kot so. Vsekakor pa toplo priporočam ta pogovor, manj kot pol ure traja in bo še nekaj časa, se mi zdi, blazno aktualen. No, v glavnem, če glih ne bodo padale vile z neba, potem bo Janša dobil zeleno luč, je pa predtem, do petka, ko je bil rok, sta pa tudi 2 pritožbi na Ustavno sodišče glede regularnosti volitev. Mnogi nevladniki, pa drugi predstavniki civilne družbe in odhajajoče koalicije ocenjujejo, da so bile zaradi vpletanja izraelske paraobveščevalne agencije Black Cube volitve protiustavne in da jih je treba razveljaviti. Zdaj, to so spet seveda različna mnenja, kako bi drugače, ne? Eni, da to ni možno, ker je noter tudi členi glede davkov, o tem pa ne smemo imeti zakonodajne referendume. Ali je to po vašem mnenju kakšna realna možnost, a gre predvsem za ta performance, za ne vem, mobilizacije svojih, ali pa lejte se nekaj pa delamo, tako kot je bilo tole okrog tehničnega mandatarstva. A veš, jaz se spomnim tam med prvomajskimi, ko sem hodil okrog, pa se veliko družil z ljudmi, sem večkrat slišal to od ljudi, ja, tole ni v redu, ne vem, ampak kje pa je zdaj ta Black Cube, ne? Kaj pa je zdaj s tem, zakaj pa zdaj se zvezi s tem se potihnali? Zdaj, najmanj to je, kar si rekla Nataša, ne? Najmanj to je, da je to gesta, da je to, kako se reče, da je virtual signaling, ne? Mi nismo pozabili na to, mi nismo pozabili na vas, mi bomo naredili vse, ker je v naši moči, da preprečimo 4. Janševo vlado, ker so v končni fazi to imeli tudi med zavezami pred volitvami. In delajo to, kar recimo počne Janša v času, ko je on v opoziciji, pa počne stvari, ko so že naprej obsojene neuspeha, ne, pa se ljudje sprašujejo, pa kaj mu je tega treba, ampak zato, točno zato, ne, zato, da utrjuje podporo, zvestobo, konec koncev vrednote, za katerimi stojijo. Tako da najmanj to je, koliko možnosti to ima, bo bolj Aljaž povedal, mislim, da je že na začetku epizode zelo jasno ocenil, kakšne možnosti to ima, ampak jaz sem izhajal pa predvsem iz tega, ne, tudi na našem četu smo se pogovarjali, da glej ga zlomka, ne, 2 dni nazaj je kar sam predsednik Ustavnega sodišča omenil, da je v Sloveniji prišlo do poskusa, ne, ampak tle me tudi Aljaž Pavle pozoril, pazi na dikcijo, prišlo je do poskusa, ne do vplivanja na volitve. Ne, zdaj, okay, ne. Naslednji dan se je čudežno naključno pojavil ta report, ki je po mojem bil tudi povod, ne. Če sem jaz prav zastopil, se je pač čakalo na to poročilo iz Nemčije, forenzično, a so ti posnetki pristni in če so, ali gre za originalne posnetke, ali gre za zmontirane posnetke, ki so pač v bistvu na ta način manipulirali z javnostjo. In meni se zdi to čisto logična pot, ne, katere cilj je seveda v najboljšem primeru, da pride do razveljavitev volitev, čeprav, kot smo že govorili, vprašanje, kakšen bi bil potem razplet, še enkrat bom poudaril, bi bilo zelo, zelo odvisno od tega, kdaj bi te volitve bile. Bolj verjetno pa bolj samo to, ne, da ti utrdiš, da ti pokažeš, da si naredil svoje, pa tudi aktiviraš volilno bazo na način, kot so jo aktivirali sindikati, kot se bojo aktivirali najverjetneje NVO-ji, ki bodo, mislim, da prvi na seznamu in vse, kar sledi in pač vemo, kaj. A sta vidva poslušala, zdaj ne vem, ali meni misli tako hitro šibajo, a sta me poslušala, kaj sem pa jo vprašala, sem jaz mogoče vprašanje malo zmiksala to, 2 stvari, točno to, ja, dajmo, sam da se popravim in opravičujem za vse nevšečnosti. Ena je pritožba na Ustavno sodišče zaradi vpletanja izraelske paraobveščevalne agencije, ali bo to uspelo in ali bi bile potencialno volitve razveljavljene. Druga stvar, do katere pa še pridemo, pa interventni zakon in dopustnost referenduma na to temo. Tako da jaz se opravičujem za to zbrkico.
Aljaž, izvoli ti glede te ustavne. Ja. Mislim, glede teh poskusov razveljavitev volitev, ok, recimo, da kupim tezo, da gre za to, ker je nekaj treba storiti, oziroma vsaj 50 triti. Ampak, če obstaja boljši način za legitimacijo de facto manjšinske vlade Janeza Janše in za njegovo utrjevanje, še preden je dejansko prevzel vzvode oblasti, ga jaz ne poznam. Ker kaj pritožniki tukaj delajo? Oni, teza njihova je, da zato, ker se je Janša bolj ali manj jasno, ne, oziroma skoraj neizpodbitno dobil z Izraelci, zato da so zmontirali tiste posnetke in jih potem objavili. Ne. Mimo grede, če koga zanima, nemška forenzika pravi, posnetki so pristni, ampak so pa zmontirani tendenciozno, kar pomeni, da se stvari, tako kot so pokazane, niso bile povedane v tem vrstnem redu, pač bolj grozen izpade, kot je bilo v resnici rečen. Halo, ne? Seveda, to je bilo jasno že za avione, že tako, ko so stvari prišle ven. Ampak v redu, glej, imamo zdaj forenzično, neodvisno forenzično poročilo. Super, ampak, ko pa ti rečeš, zdaj pa zaradi tega mora biti pa volitve razveljavljene, pa sej te bodo izsmejali, te bodo iz sodne dvorane in v hipu, ko se bo to zgodilo, bo Janez Janša rekel, gledajte, celo levuharsko ustavno sodišče je potrdilo, da je naša zmaga demokratična, čista in suverena. A obstaja še boljši Skratka, način? meniš, da je čist premalo tisto, kar je bilo, da bi to lahko na ustavnem šlo čez, ne? Bomo videli. Prvič to, da je čist premalo vsebinsko in proceduralno. Ampak tudi v smislu komunikacije z javnostjo, v smislu politične taktike, je to tak klasičen levičarski strel v obe koleni z eno puško, da glava peče. No? Jaz moram reči, da kdorkoli je to premislil, ni premislil do konca, tako kot ni premislil do konca pri izpodbijanju referenduma o pomoči pri končanju življenja, pa še na par takih potez smo imeli zadnje čase in jaz ne vem, kdo tem ljudem svetuje, da take neumnosti delajo. Hkrati sta vloženi dve zahtevi. Jaz se tle absolutno ne strinjam. Veš, zakaj ne, Aljaž? Tako, kot se nisem strinjal takrat s tabo pri tem referendumu. No. Sej, mislim, ja, ne, to je pač tvoje mnenje. Ampak na drugi strani imaš ti en kup ljudi, ki so res razočarani tem, kar se je zgodilo, ki razumejo te volitve oziroma njihov končni rezultat kot neke vrste prevaro. In ti ljudje ne smejo ostati brez glasu. In če bi te stranke stale ob strani in naredili ničesar, potem bodo tudi te stranke v nekem trenutku v bistvu lahko šle sam še v pozabo, pa so postali povsem brez opozicije. Veš, tako da jaz mislim, da je v tej funkciji to pravzaprav njihova dolžnost, da to počnejo, tudi če so vnaprej vejo, da ne bo uspeha. Mislim, da se oni gladko požvižgajo na to, kaj govorijo komentatorji, njih zanima to, kako bo na to reagirala njihova volilna baza, ker če drugega ne, morda bodo morali pa čez 2 meseca, 3, 4, ne vem koliko aktivirati to isto volilno bazo na referendumu proti interventnemu zakonu. Ne? In so take poteze absolutno v funkciji tega, da ti imaš skozi to bazo pri roki, da lahko potem sploh mobiliziraš. Pa da ne govorimo seveda, da so jeseni lokalne volitve. Prvič, to niso stranke, ki so se aktivirale, ampak pač neki pojedinci, ki so skozi zraven, ki skozi brlijo, ki so prepričani, da se ta svet ne more, mislim, da sonce ne more vziti, če oni pri tem niso oddali svojega mnenja. To je eno, ta stvar mene najbolj jezi. Kar se pa strank tiče, pa mislim, da one razumejo, koliko je ura in da zato so se od tega odstranile z pač svetlobno hitrostjo, ker tudi pri Nikolovskem, ki je druga ta pobuda, ena so Keber pa Spomenka Hribar pa pač te, the usual suspects, Daleko Nikolovski je druga, tam sta 2 poslanke Svobode, ki sta mu sicer dajali moralno oporo, ampak Svoboda je pa jasno rekla, da oni ne osporavajo izida volitev. In bitka. A niso izrazili podpore? Oni so podprli to, ja. Nikolovskemu. Mislim, ne vem, če njemu so pritožbi, ja, za neustavno. Ampak so rekli, da oni za Svobode posebej rekla, da oni ne izpodbijajo izida volitev. Kar je ful pomemben. Spet smo pri tem, da je pomembno, kaj kdo reče. Ne? Ampak ja, spet ne. Točno to, Aljaž, ker ne gre za izid volitev, gre za to, v kakšnih okoliščinah so volitve potekale. Andraž, ampak edini remedy tukaj je, da se izid volitev razveljavi. In to je pa tretja stvar po celi zgodbi. Izid ali volitve? To je pa cela stvar pri tej tretji zgodbi, tudi če bi bila stvar dosti bolj oprijemljiva.
ne, je to, da ti razveljaviš, je pa to, kar si na začetku rekel. Če pa ti razveljaviš volitve, pa je pa to tako hudo, da you better be fucking sure you know what you're doing. In klele nihče ne ve točno kaj počne. In še neki arena za to, da se ovira Janševo vlado, da se osporava, da se daje, da se jih spotika proceduralno, da se vlaga proti predloge, ta arena je v parlamentu. In to ne moreš ti za vsako stvar teči na sodišče, zato ker potem, ker jih boš pa res rabo, kakle pa razlika med levičarji in desničarji, ker boš pa res rabo, ker boš morda 17 šel na sodišče po referendum, bojo pa vendarle tudi na levi rekli, ja veš kako te jebe. Te zvestobe, slepe zvestobe je na levi dosti manj kot na desni in tudi to je treba razumeti, ko se dela politične strategije. Aljaž, dosti vznemirjen deluješ. Jaz bi samo skočil še z eno zadevo, če smem. Aljaž, če jaz kaj vem, se čez 2 leti menja sestav, ali kako je že, kje sem zadnjič to prebral, mislim, Ustavno sodišče po nekaterih interpretacijah trenutno... Ustavno sodišče. Ne v celoti, menjajo se člani. 227, 228, ta glavne je da so šle čez. No, evo, to, ampak a ni to zdaj pot do tega, ker zdaj, če jaz prav razumem, se ta sestav trenutno interpretira kot bolj lev kot desen in je mogoče to razlog, da se zdaj pač to napolno uporablja, dokler se lahko, ker če sem jaz prav razumel tisti zapis, ne vem pa, kje sem to prebral, no. Je pot do bolj desnega kot levega, je to smo skozi te menjave, ker ne bi se uresničilo v roku 2 let. V roku 2 let se bo težko, ker mislim, da 2 ne bosta dovolj, tako da od 29 pa 30 naprej, ko bodo malo večji šusi. No, anyway, hkrati sta vloženi 2 zahtevi za ustanovitev parlamentarnih preiskav in sicer bodoča opozicija bi preiskovala Janeza Janšo in te izraelske Black Cube povezave, koalicija pa ob tem delovanje domnevno protizakonito Sove in policije. Tako da to vidimo, kaj bo okrog tega. Dajmo ta del zaključiti pa z enim prijetnim napol kvizom. Aljaž, mi smo imeli eno anketo glede ministrskih... Sem pozabil. Glede ministrskih kandidatov. Kaj se kaj govori, kdo je v igri? Današnja vem, da je tik pred snemanjem se je recimo za zunanjega ministra začel najprej krožil Tone Kajzer, potem Romana Tomc, zdaj pa aktualni ambasador naš v Zagrebu, Dovžan. Kaj imamo kakšna druga imena? Že kaj vemo tašnega, bolj oprijemljivega okrog tega in kaj so rekli ljudje, Aljaž? Ja, zdaj moram pa jaz ugotoviti, ker zdaj pa seveda itak, da ne najdem, ne, kam sem jaz to odprl. Jaz sem to vam šeral, samo da vidim. Jaz sem vam dal domačo nalogo, da morate vi vse to pogledati, ne, pa sam pa tega nisem naredil. Skratka, v navalu navdušenja sem pred kakšnim mesecem, glih takrat, ko tebe ni bilo, sem jaz naredil anketo, v kateri smo sprašvali ljudi, kaj mislijo, kdo bojo novi kandidati za razne funkcije. In smo med drugim ugotovili... Dej srce, ajde, demo 2 minuti, pa najdi, da ne vlečeš klele. Mislim, je benti Isusa. Ja, seveda je vlečeš, nekaj probaš najdeti. Le, veš kaj, Nataša, del vmes intermeco, ker se mi zdi zanimivo povedati, ker ne objavljamo tega več toliko veliko. Jaz sem se zadnjič lotil malo ene analize, mene namreč zanima, kaj ne. Ali je ta povezava, ta nenačelna koalicija teh 3, koliko jih je v bistvu, 2 plus 3, to v resnici jih je 5, pa še pa resnica zraven. A je to naravna povezava ali ni? A se to ideološko kreše ali se ne? In zdaj ne bom razlagal podrobnosti, mi boste mogli pač verjetne besede, da znam to delati. Klaster analize izvajajo z različnimi atributi, ki jih imam na voljo za volivce posameznih strank in se izkaže, kaj ne, ko govorimo o nekih takih bolj psihogramskih lastnostih, atributih, kot so naprimer, kolikšni meri so ljudje vraževerni, depresivni, anksiozni, koliko zaupajo ali pa ne v institucije vire ali pa celo koliko verjamejo zarotama, ne. Tam se resnica absolutno ne povezuje z ne desnim, ne levim polom, tam so oni samo svoji skupaj z Jelinčičevimi pripadniki
in se celo prej združijo skupaj vsi levi pa desni, kot teli zraven. Ne. Ko gremo pa na drugo stran, ne, ko gremo pa o stališčih takih temeljnih, do temeljnih vrednot, kot recimo enakost družbena, privatizacija, partizani, splav in tako naprej, konec koncev, kaj je družina in MSO v redu ali ni, tam se pa strogo loči ta nek levi in desni pol, ne, kjer se pa resnica in njeni pripadniki spet najprej združijo z Jelinčičevimi. Zanimivo se tam na drugi strani najde tudi prerod, oziroma tisti, ki so volili prerod, in kot poprečna Slovenija ena enota in demokrati, in potem se to vse skupaj združi z SDS in NSL, in to je en velik blok, na drugi strani so pa SD, Svoboda, socialisti pa pirati. Ne. Tako da imamo tle res kar velik razkorak družbeni in roko na srce, resnica je po tej neki naravni poti absolutno bližje desnemu kot levemu bloku. Edina ena sama stvar, ki se res razlikujejo močno, je pa odnos do cepljenja. Zanimivo. Ja, no, kar pričakovano v bistvu. Ja. No, jaz imam pa vmes zdaj številke, sem našel, sem že tako odprt, sem napačen zavihek, sem imel. Skratka, kaj vas zanima? A vas zanima, če je kdo napovedal zunanjega ministra? Odgovor je ne vemo, ne? Zato, ker je bil v času, ko je bila ta anketa najbolj izpolnjevana, takrat še veliki favorit za zunanjega ministra Anže Logar, ki je dobil več kot 90% vseh napovedi. Je pa res, da če bo slučajno Tone Kajzer zunanji minister, potem je pa tisti eden, ki ga je napovedal, očitno vedel, kaj dela. Tako da, ne, še dobro, da nimamo, kva so že Kalši oziroma Polimarketa, ker ne, kaj pa, če so bile kle insajderske informacije v igri. Pa se je on se objavljal, pa zadnje 4 leta je kar pridno deloval v tej smeri, tako da dosti očitno ime. Ampak, a veš, to je bilo, zdaj da te bom kar direkt povedal, Tone Kajzer je bil napovedan zelo na začetku, kar pomeni, da nisem napovedan, to je pač mal kroži, ne, mal mečejo ven, pa vidijo, kaj. V 3. aprila je šla ta anketa ven, ne? Se pravi, kaj je to, 10 dni po volitvah. Takrat se je še kar govorilo o tem, da bi Golob sestavilo vlado, ne? Ampak je očitno nekdo vsaj ali upal ali pa vedel, da temu ne bo tako. Tako da, lej, ne? Ok. Ampak poanta je v tem, da te napovedi, ne, je bilo tole bolj tako, Janez Cigler Kralj je imel kar več kot polovico vseh napovedi za šefa državnega zbora, vemo, kako se je to izšlo. Zoran Stevanovič je bil notranji minister, napovedan v 3/3 primerov, tudi je Ostrc za zdravje, ta zgleda bo kar šla, no, čez, edino če ne, ker še ne vemo, pa Jernej Vrtovec za infrastrukturnega ministra, ne. Tako da, neki je, neki ni, ampak mi smo v bistvu obljubili tudi, da bomo tistega, ki bo najbližje napovedi, povabili na piknik. Ne? In je treba biti pač vsaj toliko fair, pa na neki točki to izpolniti, ampak ker nimamo vlade, piknik bo pa verjetno še predno bomo mi vlado imeli, oziroma ne bo moč tega pravočasno izvesti. Mislim, da lahko kriterije sestavimo na to, da izberemo med tistimi, ki so pravilno napovedali Janeza Janšo za predsednika vlade. Tako da zdaj morate pa vidva dati meni eno številko. Andraž 16. Pove eno številko. 16, Andraž, pove ti eno številko. Kako si me zafrknil na 8? 8, 16 pa 8 je koliko, 32 deljeno z 2? Ne, 24. Hvala, ja. 16 pa 8 je 24. Ne zdaj Štefico špilat. Ja. Če bi ti se števal glasove državnem zboru, bi Golob zmagal z večino. Še dobro, da jih ne. Deljeno z, kaj si rekel, 14 deljeno s 3, ki smo 3, ne, je 8. Se pravi, da pogledamo, no, pejta video naprej, smo pa našel 8. od danega Janša. Ok, sam itak ne smeš javno. Povem, kdo je povabljen. Ok, javno itak ne smeš govoriti. Enih priložnosti za no, ampak dej, Andraša, slišmo kaj? Slišmo kaj bi kdo se kam zavihtel?
na kakšna ministrstva. Jaz moram priznati, Kar se dosti močno edin sliši je, da pri SLS-u gospa Bregant, ki je šefica stranke, kar ustraja, se mi zdi, da mogoče jih probajo malo na stranski tir dati, ampak kar ustraja, da si pa že zaslužimo eno mesto. Tako da tam je verjetno kar luškan. Kaj bodo dobili, če bodo dobili, je druga, ampak to je to, kar se je slišal. Kaj pa ti kaj? A veš, da jaz pa prav nič ne slišam, ne vem, a se mi te novice ugibljajo, ali pa sem tako vsem mačko spremljal tale družbena oddaleč, ampak nisem nič zasledil, jaz sem nazadnje tisti seznam videl, ker se mi zdel do neke mere logičen, ne. Pa tudi upam, da bo rešilo v tej smeri, da ne bodo nastavili najbolj ekstremnih likov v svojo vlado, glede na to, kar je Aljaž na začetku rekel, ne, da bo ta vlada malo drugače funkcionirala, da bodo zdaj tam neki podaniki, ki se bodo udinjali in nosili darove, bi bilo to res v bistvu pametno z njihove strani, ne, da se ognejo temu, ker kaj se zdaj v bistvu dogaja, ne, za eno tako stranko, kot je Resnica na desnem boku, ne, pa z enim takim narativom, kot ga zadnje čase uporablja, ne samo na SI, nažalost tudi predsednik Fokusa Marko Lotrič, ne, bo SDS do konca dneva izpadla kot še kar normalna desna stranka. Ne. Tako da jaz ne pričakujem jastrebov, to bi rekel, pa usual suspect se mi zdi to, ko so bili že rečeni, ne. Vrtovec pa infrastruktura, mislim, da je to popolnoma jasna stvar. Ne. Logar pa gospodarstveno delo menda tudi. Ne. Gospodarstveno kaj bi še delo, ostati ta bo zdravstvo, zanimivo. tako naprej. To Ja. so neki taka imena, a ja, pa Šircelj Finance seveda. Ja. Neka taka imena, ki se mi zdijo dosti pričakovana in mislim, da lahko stavimo na njih. Ne. Viš, kaj sem pa jaz razmišljal, mimo grede, ne, sem preštel, imamo zmagovalko, izbranko, izžrebanko, Anja, čestitke, bila si 8. po vrsti, ki je napovedala Janeza Janšo za bodočega mandatarja, kot kaže pravilno, podrobnosti glede piknika sledijo v mailu vsem ostalim, stotinam, ki ste glasovali, pa hvala za sodelovanje. Sej vas ni bilo, večkrat so vas ni bilo, da na tem mislili, da ste tisti nad 500 izpadli, samo zato, ker ta dva ne znata šteti več kot do 30. Ampak anyway, Andraž... Čakaj, a samo en je dobil nagrado? Jaz sem rekel, unke izžreban, kaj najbližje, ne bomo zdaj vseh vabil. Ja. Ja. Pač, lej, žreban je žreban. Ne? Mislim, Dober, da je bilo več okej, kot dajmo dovoljno piko. ključno. Skratka, čakaj, nekaj drugega. Tina Bregant je v izjavi o podpisu koalicijske pogodbe se je zelo očitno ni hotela odgovoriti na vprašanje, ali bo SLS imela ministrsko mesto, tako da mislim, da je odgovor, Nataša, tukaj na tvoje vprašanje ne. Pač ne bo. Ne? Enkrat smo tukaj tudi že govorili o tem, da ne bi bila tukaj fora o tem, da ne je Janša osebno ne bi hotel imeti v vladi, ker ne vem, ima ta nek bad history. Druga stvar, ki pa je, pa me zanima, kaj vidva mislita. Vrtovc infrastruktura v redu, ajde match made in heaven, ali pa vsaj match made in Dars. Logar za gospodarstvo, veš, pa vrtovc Oster za zdravstvo, v redu, ampak meni se to zdijo vse tudi resorji, ker gre lahko veliko stvari narobe. In smo spet pri tem, ne, da Janša outsourca, delegira stvari, da ne samo, da bojo, tako kot je Andraž rekel, da bojo oni zdaj kar naenkrat normalna stranka, by virtue of everybody else being a fucking lunatic, ne, ampak tudi da naj v bistvu za naš odgovorni tam, ko bojo šle stvari narobe. Da se bo pa tako kot Golob, ne, pa prisvojil vse dobre zasluge za une stvari, ki bojo šle pa prav. Tako da imamo kle mogoče, a veš, je ta cross-polinacija, ne, kaj je to, osemenjevanje političnega stila, da gre v obe smeri, ne samo od Janše Goloba, ampak zdaj tudi od Goloba nazaj Janši. Logar je zanimivo med kampanjo tako z eno veliko sablo opletov, pa 15-20 mandatov so bili cilji, pa kako bo mandatar. Razpletlo se je zelo drugače, ni sabla bila, ampak en tak pipec, tist mal zaokrožen, ki je za to, da oguleš jurčke, ki jih nabereš, in toliko on lahko pleta, po mojem. Nataša, ta tvoja falična prispodoba me neskončno zabava. No, krasno, tako malo je otomansko zaobljeno in toliko on lahko zdaj opleta in
toliko lahko opleta in izbira. Ne. Gospodarstvo, ki ga paktajo skupaj s tem, kar je danes še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, ali kam bo to šlo in enake možnosti, tukaj je verjetnost, da bo šlo marsikaj narobe, se mi zdi kar zelo velika. Zdravstveni resor je imel, koliko ministrov se je zamenjalo v zadnjih 4 letih? 3? 2? A ne, ja, Ne? ful. Tako da zelo težke. Mislim, da je Janši zelo dobro to, kar si ali Andraž ali ti ali pa Aljaž si rekel na začetku, da nima on neke trdne koalicije in rajš vzeti manj pa delegirati, da pol s prstom pokažeš, se mi smo imeli samo 6 ministrstev, ostalo so drugi delali, mislim, da je razlog za to, da jih je toliko malo vzel. Še večine ne v vladi, Tako, še večine ne v vladi, ne. Tako da niti v parlamentu. še to je Bentis, še dobro, da sploh bo kaj od petka dalje. Ne. Hvaležni ste nam Tako. lahko, da smo reševali Slovenijo v teh kritičnih časih s tako slabo podporo. Tako, ne. In Logarjevi oziroma demokrati pa tudi v parlamentu ga ni. Ne. Tako da, ko je on tisti rekel, ljudje so izbrali isto pot kot doslej, ne, niso jo, zelo je niso zbrali iste poti kot doslej, ampak pač to vrtenje v krogu, ne, je kruta realnost politike, to je pa naumijo. In ne vidim jih, ne vidim kot nekoga, ki bo čez 1-2 leti, če bo se kaj hitreje prekinilo, kar se snuje, da bi se zelo lahko trkali po prsih. Ne, sploh ne vem, kdo sanja o takem filmu, razen mogoče teh ljudi, ki so si pač zdaj, ki so sami sebe pregovorili o to, da so šli v koalicijo z Janšo. Meni je tako dosti fascinantno, zdaj, ko smo se o tem pogovarjali, mi je padlo na pamet, ne. V resnici si Janša zdaj lahko privošči, da nima večine v lastni vladi, oziroma da ima sam relativno večino v lastni vladi, ker Logar pa Vrtovec morata imeti to vlado, ker druge opcije za njiju ni. Ker kdorkoli od njiju bi zdaj odkrasal nazaj v Golobu, bi dobil še slabše pogoje, ki jih ima zdaj pri Janši. In vsi vemo, da Stevanovič za nič na svetu ne bo dal predsedniškega mesta državnega zbora, kar pomeni, da imamo mi fiksirano, zacementirano večino Za kar nekaj časa. Ne. Razen, seveda, če ne bo Janša spet ne mogel iz svoje kože in šel predaleč z kulturnim bojem, kar bi pa znalo vznemiriti določene poslance demokratov in resnice. Ampak še vedno ne, bič je tle zelo močen. Ne. Stevanovič kot šef in na drugi strani Logar kot šef sta se zaenkrat izkazala kot zelo trdna gospodarja svojih poslanskih skupin. Vprašanje, tle ključno vprašanje, koliko časa lahko ta disciplina drži. No, ko smo pa pri tem predaleč preblizu, par elementov je že, še preden so štartali, ki se vsak na svojem koncu ukopavajo. Državni zbor je potrdil, medtem ko se nismo slišali, interventni zakon. Bodoča koalicija ga promovira in prodaja kot zakon, nikomur ne jemlje in daje vsem. Podpirajo ga delodajalci, da bodo končno lahko zadihali. Opozicija pa zakonodajnim referendumom. Zdaj to, kar sem prej stlačila vse v eno vprašanje, omnibus zakon, ker ima notri tudi delček, ki se tiče davkov, naj referendum ne bi bil dopusten. Ampak mnenja okrog tega so različna, mislim, da je tudi Pravna mreža za varstvo demokracije eno izjavo, sestavek dala v zvezi s tem, češ da težko, da ga ne bi spustili vsled prakse doslej in tako dalje. Predstavniki sindikatov pa civilne družbe so vložili torej za intervencijski zakon. 47,000 več kot volivk in volivcev se je podpisali. Ta cifra se pa meni zdela kar zelo visoka, kar kaže na neko pa spet veliko jezo pa na drugi strani. Ali mislite, da je pač to kar dosti izidobljeno? Ker za vložitev pobude jih drugač zadostuje 2500. Tako je. Ne, to je, mislim, tukaj so pač sindikati pokazali, ne, da so poleg progresivnih nevladnih organizacij
dejansko močna kohezivna sila civilne družbe na levi in še več, ne, da imajo za razliko od NGO-jev, ki so zelo fragmentirani, da so si oni tudi pod levo vlado očitno to vendarle ohranili oziroma izpopolnili to svojo notranjo strukturo, ne, da lahko na skoraj katerikoli točki zberajo dovolj podpisov, da oni ovirajo, da je to ena od front, s katero bo morala bodoča koalicija računati, če bo hotela kakršne koli bolj ideološke ali pa bolj problematične zakone furati. Ampak obratno tudi, ne, je ta fronta bo pa mogla računati s tem, kar sta SDS in NSI že vložila, in to pa je predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi pa delodajalcem ukinili obveznost obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Ne? To ti samo pove ta neodtečarjanski pristop, ne, k gospodarski politiki te vlade, ti pač samo pove, da so jih poleg NGO-jev tudi sindikate definirali kot glavno tarčo. NGO-ji, ker je... No, pa kaj se pa zamudijo sindikati? Še en referendum dajo na mizo, a ne? Tako je. Tako. Za ta konkreten zakon, in jaz ti povem, da tudi ta zakon bi na referendumu padel. Prvič to in drugič tega zakona pač ne moreš referenduma pač ne moreš prepovedati, ne, pa če se bojo oni še tako pretegovali in dokazovali, da je to kao paradavek, ker za pač tisti pol je itak vse paradavek, ker ne pomeni direktnega plusa sam za njih. Mislim, to seveda ni, ne, pa druga stvar, jaz sem tako rekel, da roko na srce, to je nek relikt preteklosti, a ne, ampak po drugi strani, če pa delavci nimajo težav s tem, a ne, pa kakor res razumem, to itak ne velja seveda za vsa podjetja, ampak samo tam, kjer sindikalne organizacije obstajajo in delujejo, pa da celo določeni delodajalci sami rekli, da nimajo težav s tem, oziroma delavci po jaz ne vem, kva praska je šlo res bolj za show off, nekdo pa zdaj, pa vi vidite, zdaj vamo pa mi pokazali, zdaj maščevanje 45,000, ne, tako so pokazali svojo pravo narav, a ne, tako to je to, sindikatom in polje... To sem rekel, da bo to 3-1, ne. Na prvi liniji tudi seveda okrepljeni napadi na medije in NVO, pa še niti štartali niso, predlog, tukaj pa bo resnica vodonoša, predlog drugačnega financiranja RTV, kao ne več naročnine, ampak postavka v proračunu, kar seveda pomeni, da bi bili odvisni vedno od vsake vlade in vsaka vlada, da ne bo tukaj kakšnih iluzij, ne, si želi podrediti medije in imeti nad njimi tak ali drugačen nadzor. Poslanka, pazi to, resnice kokot, ne, je šla pa še korak dlje, je pa napadla predstavnika inštituta Danes je nov dan Dobraniča, ki je kritiziral delovanje izvoljenih in hopla kazenska ovadba. Tako da ja, sindikati, mediji, nevladne organizacije, to bo zdaj kar šlo zelo na nož. In ne pozabimo na akademsko sfero, ne, še pred volitvami, pozivi k linču in odstavitvi dekana FDV, ne, doktorja Sama Ohana in tako dalje. Pač ja, to je ta cvetober, ne, vseh teh bugijev, ki jih na desni vidijo, pač vse, kar si drzne razmišljati drugače kot oni. Ne? Skratka, od te normalizacije, Štefi, ne bomo imeli kaj, imeli bomo denormalizacijo. Imeli bomo proteste, imeli bomo referendume, imeli bomo takve onakve kulturne in drugačne boje. Tako. Ne pozabiti, v času zadnje Janševe vlade je bilo to precej omejeno, pa so se lahko potem na kolesih okrog vozili pa tako naprej, ampak zdaj ne, je nekaj drugega je bilo takrat zbirati podpise za referendume, kot je danes, recimo. Pa mislim, da je tudi ta opozicija, ki bo zdaj nastala, oziroma ki je nastala, da je nekaj drugega, kot je bila tista, ki je bila takrat, ki je bila dejansko na nek način obglavljena in še noge so jo odsekali, ko je SMC prestopil na drugo stran, pa Desus. Tako da jaz mislim, da nas čaka eno zelo, zelo turbulentno obdobje. Zelo, prej so, ne vem, pa zdravniki, pa podjetniki kričali iz vseh kotov, no, zdaj bojo pa drugi kričali. Jaz tukaj samo dodam eno zanimivost. Ne? Fiskalni svet, ki smo že pri interventnem zakonu. Ne? Ta fiskalni svet, ki ga
prejšnja garnitura ni mogla, ker ne, oboh relikt neoliberalizma in ne vem kaj, ne, nekdo, ki ga skrbi, ali imamo več kot 3% primanjkljaj, ali kako je že primanjkljaj, ki je več kot 3% BDP-ja, ne. In ko ta isti fiskalni svet v novi garnituri reče, gledajte, naredili boste milijardo luknjo, vi ne znate računati. Ne? Tako da tudi argumentacija je pač kar naenkrat pač polar opposite, nič več, kar je bilo pomembno prej, ni pomembno zdaj in obratno. Ne? Ja, Jaz bi rad sam v tem trenutku omenil, da nas je Anastazija zapustila, smo zdaj pa res sami trije. Joj. Kako se ona? Andraž, kaj ne rečemo, thoughts and prayers. V redu je, ne, v redu je, v redu smo. Ja, prav, pol pa gospoda, ne vem, razen če želite še kaj dodati, pa mogoče lahko gremo na polet bizarke. No, pejmo na polet bizarke. Tokrat v prejšnji epizodi smo bili vsi 4, zato lahko povemo, da smo imeli pač tudi ustrezno število kandidatk za polet bizarke in sicer Nataša je predlagala Dars, zapore avtocest, Svinjska polovica in inšpekcije. Zgodba, ki mimogrede še vedno ni zaključena, če sem prav zaznal, ampak je bila pa tudi najmanj seksi med 4, tako da Nataša 4. mesto, lesena medalja. Tudi medalje ne. Ne hvaležno 4. mesto. Zamislila se bom. Ja. Kaj se dogaja? Ampak res popuščam. Ja. 3. mesto, bronasta kolajna in tolažilna nagrada prišljajočemu. Svinjine na damo pa Janez Cigler Kralj se je sicer dobro odrezal na Blue Skyju, ampak je bilo pa to. Posod drugot je bilo bolj švoh in skratka 3. mesto zame. 2. mesto je imel svojo Antiša. Se mislim, da je on štev kavče v poslanski skupini. Ne, to je Andraž. Ne, a to je Andraž. To je bila moja. Ja, Andraž, evo, sorry, 2. mesto. 2. mesto štetje kavče v poslanski skupini Levice. Za mišega, za en kavč si me prihitev, ampak evo na 2. mestu. Zmagal pa je danes manjkajoči, ker kot pade Anastazija, pade tudi Antiša. Antiša Korljan, ki je z vztrajanjem resnica, da je v opoziciji, ne glede na to, da vsi znaki kažejo ravno nasprotno, z naskokom osvojil 1. mesto in če bi bil Antiša tu, bi zdaj seveda lahko dal svojo prvo bizarko, ker ga ni. Nataša, zdaj ti, da boš imela vsaj kaj od tega. Jaz v ta krog se tudi bojim, da ne bom štartala prav zmagovito, si na nek način celo želim, da bi to tako bilo, ker bom gospo prijavila, da bi šla mogoče počasi na črno listo. Moja kandidatura, majčkeno me je matral tudi gospod predsednik državnega sveta, gospod Lotrič, na obisku je bil v Kebenhavnu, ne vem, če sta kaj spremljala njegov TikTok ob tem, tako da to so zdaj zelo, ni bilo glih najbolj posrečeno in naravno, bi rekla, no. Ampak to so zdaj zelo vsi vzeli si k srcu in še bolj so na družbenih omrežjih in moja kandidatura je kar gospo šefico poslanske skupine Resnica Kokot, zaradi tega, ker ne mine dan, da ne bi s kakšno močno ven prišla od tega jokanja čez medije, kako naj poročajo in kako bi mogli poročati, ne, do teh tožb čez nevladne organizacije in to stranka, ki se promovira z geslom moč ljudem, potem pa ima težave, ko ljudje povejo kaj o tem, kar in kako delajo. Gre za stranko, ki je zrasla s tem, da so agresivno delali na družbenih omrežjih. Ko delaš na družbenih omrežjih, ni vsebina tista, ki te pelje naprej, ampak ritem narekujejo algoritmi, ti pa spodbujajo točno take stvari, ki jih oni delajo. Tako da sem prepričana, da so imeli kakšne treninge v tej smeri, kako flood the zone, kako neumnosti govoriti, ker te to seveda nažalost pripelje na prve strani. Tako da delovanje poslanke Kokot, vsi te milijoni, ki naj bi jih ponujali njihovim poslancem, ne bomo povedali kdo, kje, kdaj, ampak samo bomo prijavili, važno, da se govori. Vprašanje, kaj od tega je potem res. Tako da ona je moja kandidatura, pri čemer držim pesti, da ne zmaga, bi jo pa počasi tudi kandidirala, da mogoče bo v kakšno hibernacijo.
Dobro si mi ti spizdila bizarko. Kako? Ja, jaz sem že takoj najavil, da je tale njena tožba proti Mukiju Dobraniču, da je moja bizarka. Ja. Ne se čakaj, lahko pa damo v 3 kose, ker materijala je. Ne, v redu. There's enough material for the entire conference. Imam jaz drugo, A ni bilo vmes ideja, da bo A nisi da neko bo s prostimi tematska. delovnimi mesti ti meni poslal link? Jaz sem dal tebi zato, da ti to imaš, kaj sploh breja, v redu je. Nima veze, vse imam jaz outsource. No, se Lahko bi upravičujem, imeli to je kokot laževa. bizarko. No. Ne, Nataša, kokot je tvoja, da se boš ti z njo ukvarjala, v redu je, ker dam si jo odpel. Pa bom jaz nadaljeval. To se pa zelo upravičujem. Kokot bizarka, kokot bizarka, mater smo zamudili priložnost. Jaz bi tako eno najdel. Ja, no, skratka, sej ne, da je ta teden bil švol z bizarkami, ne, ampak jaz pa tukaj moram že fan service narediti, pa je pa v bistvu res bizarna tudi tam. Namreč Branko Grims, zvani Gizmo, evropski poslanec iz vrst SDS-a, ki se zgolj še za nohte se drži statusa v EPP, čeprav bi šel najrajš patriotom, ne. Via Jaka na Mastodonu. Branko Grims ima med, kaj se temu reče, med storitvami, ki jih njegova poslanska pisarna najema, navedenega tudi pravi moški, Tadej Plohelj SP. In en tak borec za pravice moških, en tak meninist, kot je Branko Grims, seveda drugače sploh ne bi mogel biti, da o vsem njegovi ostali zasedbi v poslanski pisarni ne govorimo, ker se noter pojavljajo tudi imena iz afere Snegec. Ampak to, da Branko Grims angažira pravi moški SP, to je pa tudi bizarka svoje vrste. Indeed. Ok, moja bizarka je pa prizor, ki je bil izjemno bizaren, namreč nastop Marka Lotriča skupaj z Asto Vrečko v 24 ur zvečer, najbrž, kaj pa vem, kjer je prišlo do kar dinamičnega besednega dvoboja. V nekem trenutku pa zaslišimo gospoda Lotriča, ki potegne ven nesrečni fotopap v povezavi z Asto Vrečko, kar jo je resno razkurilo, ampak kar je tle bizarno je, da je uporabil ta klasičen alt-right populistični narativ in to precej nespretno, namreč gospod je vendarle ugleden gospodarstvenik in dostojen gospod, saj do zdaj se je tako zdelo, ki mu je očitno nekdo namignil, kako ne odgovori, kako se ne odzove, ko bo Asta rekla, kaj je o tem ali onem, in je to naredil zelo nespretno, ker je tle pa še res tisto, kar je bizarno, je videti, še enkrat bom podaril, uglednega, uspešnega gospodarstvenika, gospoda, da kako nespretno uporablja alt-right narativ in se pri tem se mu zelo mal usta šla v nasmešek, kot češ, zdaj sem pa te. In to je pač seveda tudi izjemno žalostno, je pa tudi zelo bizarno. A veš, da sem jaz pri njemu, zato sem ga tudi opazila, videla eno tako metamorfozo, ki se je zgodila zdaj v zadnjih tednih, in na social je začel kar neki, pa mu nekako ne paše najbolj, in ta diskurs je ojačal s to alt-right narativo. Ja, tako da dve stvari sta se, to jih pošolajo. Ki jih prej ni bilo, ki je bilo, ali ne vem, kaj se je zgodilo z gospodom, ja, ampak tako, pač je bil, kjer je bil, ampak je to znal nekako spodobno skomunicirati, no zdaj pa je to malo. Ja, zdaj je šel pa tudi ono cvet, pa mi se res žalostno, no. Ampak prosim, pogledajte si ta posnetek, zato ker je videti, ne, to nespretnost uporabe tega. Ja, ja. Za ene je to naravno, recimo Vrtovec se je zelo hitro znašel v tem in zgleda krojen. Ja, pa je tudi dlje časa že on v tem, ne. Tako da... Pa ni, tudi on je bil tudi zelo korekten, dostojen, tudi ta transformacija se je zgodila, ne vem, ja, ko je postal predsednik na SAI, se mi zdi. Ne, veš kaj je, pri Lotriču manjkajo še proteinski šejki pa članstvo v teretani, ne? Ko bo to naredil. Kaj pa teretana? Jim, pizda. A res? Ja. Kje pa? Ja, jaz sem ne v Ljubljani, ne? Ja.
Hočeš še očitno ne v loki. To so one institucije za mučenje in trpljenje, Nataša. Tako, veš, to, ko bo on začel svojo mišico zadnji za lopatico oblikovati 3 tedne, ne? In potem nastopil v javnosti, tako veš, to kasteva, ne? Tako da zaenkrat Lotrič preveč intelektualca zgleda, ne? Ja, škoda, no, to škoda. Ki jih je, če dalje več jih gre malo po tej, pa Reberšek pa podobno, veš, ki jim pač algoritmi narekujejo, kaj govorijo in na kakšen način se obnašajo, kar je še kar slabo, no. Tako je. Ja, zadnjih 30. Veš, kaj je tragično? V bistvu to je pa tudi tragično na nek način, ne samo morda, saj nekateri so pričakovali z ustanovitvijo demokratov in menjavo na čelu NSI, da se bo pa vendarle izoblikovala ena, ko si sprašala prej po normalizaciji, ne? Malo bolj normalna desnica, prav ne ta alt-right populistična, ne vem kakšna še vse, ne, smo dobili glih kontra. Spet gremo, se pravim, to daleč od normalizacije. Folk hoče sodelovanje, kaj nas pa lahko tudi skrbi, Štefi? Ne, tega Štefi, ne. Ja. Roko na srce, so pa vsi teli skupaj s Tevotom na čelu dobili več kot polovico glasov na volitvah. To je pa neizbežen, neizogiben in v ničemer izkrivljen rezultat. Resnica je dvoživka. Oni ne bodo ne z enim, ne drugim, so rekli. Ja, ampak ne, narativ in tako naprej so tam, ne, veš. Mislim, ne vem, jaz... In to pri taki volilni deležbi, kot je bila, ne pozabimo tega, ne. Prevrznjakovič v meni pač bi kle kakšno bolj biseksualno paralelo po resnici dal, ne toliko dvoživko, ker tam je biološko narobe. Ne? Ampak anyway, glej, svi goli pa košta voli, na končni fazi račun, nekdo bo moral ti računa plačati, ne? Je pa dejstvo, da jih verjetno ne bodo ti, ki jih bodo predelali. Ampak, ker sta tako dobro načela to temo, pa algoritme, pa to, kdo komu narekuje, kaj kdo misli in govori, jaz predlagam, da gremo na zadnjih 30 in predlagam tudi, da sem jaz prvi. Super predlog, sprejeto. No, hvala. Namreč zato, ker bi dal v splošno branje javnost in zavedanje raziskavo, zmeni, če to čista raziskava, je pa definitivno en člančič, v univerzi v Bergnu, ki jo je delala, zdaj upam, da bom prav citiral, Jill Walker Redberg, ki je raziskovalka in predavateljica na univerzi v Bergnu, to je na Norveškem, se mi zdi, ki je med drugim dala, kaj je to tem, large language models, oziroma to, če po domače rečemo AI agenti, ne, generirati podcaste, glede na temo. In je bil tisti, ki je bil najbolj zanimiv, pa ki je največ spletnega zanimanja požel, ne, ona je dala v AI Engine, podcast AI Engine je dala prazen PDF file. In je iz tega naslova dobila celo podcast epizodo. In bomo link pristavili, kjer se dejansko moški in ženski AI host, ste 2 glasova, se pogovarjata, to v smislu, ne, pač so, awaiting for remaining source material. So, you want to get a handle on it, do you? Yes, definitely. In tako dalje. In se pač ta 2 AI agenta pogovarjata o praznem PDF failu in z tega naredita celo podcast epizodo, kar nam v bistvu veliko pove o tem, se pravi, predvsem o setih, na podlagi katerih se teli large language models učijo, ne? Pa malo tudi o veliki večini podcastov, present company excluded, of course, ampak veliki večini podcastov tam zunaj. Tako da, če že morate podpirati kakšne podcaste, podpirite LDGD in Metina listo. Na metinaliste.si/investiranje so podrobnosti, pa tudi na tem področju se stvari dogajajo več v prihodnjih epizodah. Andraž, želiš nadaljevati? Ali bi bil rad zadnji? Tole je bilo pa dolgo, ne. Bom imel jaz zdaj kar dva elementa sestavna. In sicer prvi iz rubrike čestitamo in pozdravljamo, ki je tak prikupen dogodek, moj prijatelj mi zadnjič pošlje video, kjer se je nahajal v stanovanju, ki je imel enak tloris, kot je bil nekdaj moje stanovanje. Rekel, glej to, jaz imam tak deja vu, da sem 30 let nazaj stopil nekam. No in ta lastnica stanovanja je pa njegova predvsem mlajša sestra, ki potem nekem trenutku mu rekla, pa veš kaj, lahko mu pa rečeš, če želi kaj podoživeti, da lahko tudi na obisk pride, ker sem redna poslušalka LDGD. Tako da lep pozdrav Neži.
Druga stvar, zelo dolgo sem se malo vzdržal priporočil filmov, serij in tako naprej. Tole pa bom izpostavil. Včeraj zvečer sva zaključila The Dropout na Disneyju, sva gledala to. Miniserija 8 epizod in sicer o Wunder Childu, Kinderju ali Prodigiju, kakorkoli, sicer pa Dropout iz Stanforda, tako je tudi naslov serije The Dropout. Ne vem, če se spomnite, Elizabeth Holmes, ki je pri 19 šla in naredila svoj startup, spodbujena z vsemi startupi, ki so rastli v tistem okolju. Sicer zelo dobro, plemenito idejo, za katero so ji pa že v štartu povedali, da pač ne bo šlo, ampak punca je vztrajala in je na koncu uspela zbrati in tudi potopiti $700 milijonov, en kup ljudi za sabo potegniti, med njimi tudi tako ugledne predstavnike ameriške javnosti, kot je na primer George Shultz. In tako naprej. Skratka, zelo priporočam, ker je fascinantno gledati. Jaz moram priznati na koncu, ker malo težko gledal vse skupaj. Fascinantno je opazovati, kako so ti ljudje en za drugim nasedali, kako jih ta pohlep v nekem trenutku, ali pa kot je rekel en doktor, no samo to, da je bila blond pa mlada, potegne, da sprejemajo neracionalne odločitve, da se med drugim razglasili tudi za Forbesovo osebnost leta, ali ne, mislim, ni da ni, kaj vse je bila, pri čemer nihče nikoli ni videl, či zares tega strašno inovativnega produkta, torej enega malega aparatka za testiranje bolezni, ki ne bi potekalo iz ene kapljice krvi. The Dropout na Disneyju zelo priporočam. Za tisti, ki pa nimate Disneyja, pa vas tale zgodba mogoče zdaj le preteglena, pa sem zasledil, tudi nisem pa še gledal, na HBO je pa dokumentarc o tem, The Inventor, pa še neki The Blood That Spilled in Silicon Valley, nekaj tasga. Zelo zanimiva zgodba, če niste poznali. Ja, Theranos, en super podcast je bil na to temo, grozna zgodba. Theranos, točno, ja. Jaz pa, evo, ta vikend pred vami je, če poslušate v petek, soboto ali nedeljo, v soboto in nedeljo, če ste pozabili ali pa recimo sploh ne veste, pa ste material za to. Na Gospodarskem razstavišču je dogodek, največje domače srečanje fantasy, sci-fi, cosplay, gaming, geek kulture, festival na meji nevidnega. Konvencija, kot pišejo, ljubiteljev fantazije in znanstvene fantastike, največji geek dogodek leta, predavanja, kvizi, cosplay, omizja, barvanje figuric, stand-upi, namizne igre, tako ni da ni. Žirija nas za cosplay super zgleda, od 10 zjutraj do poznega večera. En tak slovenski Comic Con, če je to tako vaš thing. Drugače pa, da se ne boste čudili, če boste šli recimo mimo Gospodarca zdaj za vikend in bodo kakšni vilinčki skakali okoli ali pa Stormtrooperji ali pa Aljaž Spoka, če boš videl, ne. To je to zdaj. A veš, koliko mi je žal, da ne morem biti ta vikend v Ljubljani? Pojedel se bom od zavisti in obupa. To je, Nataša, to sem doživel, ko sem živel za Bežigradom nedolgo še. Jaz nisem bil seznanjen s tem in sem se začudil, ko sem šel tam, kaj se dogaja. Ja. In se res se splača, če drugega ne, se malo okrog Gospodarca sprehoditi. Ja, luštna stvar. Zelo je. To je to. Želi še kdo kaj, preden gremo, zaključna minutica ali sekunda, drugače pa bom rekla, jaz bi pa brez zamere. Samo preden to še obvestilo članicam in članom vlade narodne enotnosti. Te dni imejte oči na pecljih v svojih e-mailih, veste zakaj. Jaz bom pa izkoristil trenutek, pa rekel tako zelo tradicionalno, srečno Slovenija, pa še, verjemite, lahko je še slabše.